otvoritev Kinodvora smo pripravili v bistvu kar eno praznovanje pač odprtja Kinodvora in sicer s programom, ki se bo odvil med 1. in 8. oktobrom in prinaša tiste programske sladkorje, bom rekla, ki nekako označujejo glavne segmente programske sheme Kinodvora. Zdaj, v tem sklopu bosta prikazana dve premieri, torej dva celovečerna filma, Bančni rop in pa Težko je biti fin, ki bosta s tem tudi štartala svojo redno distribucijo v Kinodvoru. Poleg tega bo v tem otvoritvenem tednu nekaj dogodkov, ki bodo še posebej izpostavili naše novitete v Kinodvoru. To so predvsem filmska knjigarnica, kjer bomo z večerom knjige in filma, ki ga bo vodila Vesna Milek, v bistvu pač se pogovarjali o temah oziroma o temi, ki jo je navdihnil eden od filmov, ki bo potem tudi prikazan kasneje kot predpremiera ta večer. Potem imamo tukaj seveda tudi filmsko galerijo. V njej bo otvoritev, na katero prihaja avtor prve razstave, in to je srbski režiser Šijan. Ob 50-letnici Vrtoglavice namreč prihaja svojo pač razstavo fotografij iz snemalnih lokacij Vrtoglavice. Pa tudi kavarnica se odpre. Tako, kavarnica je seveda tisti prostor, ki bo živel non-stop. V njej se bo dogajalo marsikaj, tudi v času same otvoritve, sicer pa je namenjena posebnim dogodkom, ki jih lahko potem pospremimo tudi z različnimi vizualijami, ker, kot vemo, v Kinodvoru tudi v preddverju stoji eno platno. Tako da kavarna je še en prostor, ki bo zaživel za javnost in v njem se bo seveda ob vseh filmskih premierah predvsem zgodil tudi tisti poseben družabni večer. Zdaj mene zanima čisto na kratko po zaprtju Kinodvora, kako ste zdaj vzpostavili ga ponovno na noge? Torej, konec maja je z sklepom o ustanovitvi Mestna občina Ljubljana na seji mestnega sveta sprejela oziroma potrdila ustanovitev javnega zavoda Kinodvor in v tem sklepu imenovala v.d. direktorico Kinodvora. Jaz sem pa potem prevzela naloge pač registracije zavoda in pa seveda vzpostavitve prostora in zagonske ekipe za vzpostavitev delovanja in odprtja Kinodvora. Se pravi, kaj pa financiranje zavoda? Torej, ustanovitelj namenja za delovanje zavoda na letni ravni torej sredstva za 6 zaposlenih v zavodu, poleg tega pa tudi pač določena programska sredstva. Seveda pa to ne vključuje tudi vseh tistih dodatnih sredstev, ki jih bo ustanoviteljica namenila za posebne dodatne projekte, kot je recimo nabava tehnične opreme. Ta se je zgodila že v tem pač obdobju poletnem, ko je bilo treba v Kinodvoru namestiti novo kinoopremo in se bo, tako upamo, nadaljevala tudi naslednje leto, ko bomo z ustanoviteljem dodali tehnično opremo Kinodvoru, tako da bo postal še digitalni kino. Se pravi, usoda starega projektorja? Usoda starega projektorja je takšna, da je pač Kinodvor zapustil 1. aprila in se vanj ni vrnil. Tudi ne bo več. Zato je mestna občina pač namenila dodatna sredstva za nakup nove opreme. Zdaj mene pa zanima še program. Mislim, v prejšnjem Kinodvoru je bil program pač, da je bil več mesecev stalen. Tako mene zanima, če bo zdaj kaj novosti. Zdaj tako, seveda je treba vedeti to, da filmi, ki prihajajo v kinematografsko distribucijo, potrebujejo določen čas in določeno število projekcij za to, da film lahko izpolni
svoj potencial. Ker je Kinodvor pač relativno majhna dvorana z enim platnom, so seveda tudi te možnosti omejene, oziroma je pač tukaj treba biti zelo pozoren pri programiranju, če seveda razmišljamo o Kinodvoru kot izredno raznolikem in pestrem kinu. Tako da v to je verjetno namenjeno največ pozornosti, kar se programiranja tiče, skratka usklajevati raznolikost in dinamiko Kinodvora z potrebami, ki jih seveda zahtevajo posamezni filmi v distribuciji. Mogoče že veste, koliko novih filmov boste predvajali? Do konca leta bo šlo nekaj filmov v redno distribucijo, 3 ali 4, vendar pa seveda število filmov, ki bojo v celoti predvajani do konca leta, pa je neprimerljivo večje, ker seveda vključuje... Tema, lučke! Luči! Sicer mislite, da je bil to zaprtje, bi lahko vseeno nekaj dobrega poteknili ven iz tega, da je Kinodvor na novo zalaufal? Ali kaj se vam zdi? Jaz sem kulturologinja, jaz se o zaprtih kulturnih prostorov ne bi nikoli govorila, da so nekaj dobrega, še posebej ne o zaprtju prostora, kakršen je pač bil umetniški Kinodvor, ampak si pa predstavljam, da so pač za to bili določeni vzroki, pogoji, razlogi, kolikor že. Zame je pač važno to, da je po zaprtju prišla iniciativa z tiste strani, kjer jo pač najbolj potrebujemo v mestu, torej z strani mestne občine, zato da se ponovno vzpostavi prostor, ki bo na nek način mestni hram pač filmske kulture, pač filmskih projekcij in vsega, kar sodi zraven. Tako da mislim, da je tukaj bil ključni moment. Ta odločitev, ki je v bistvu bila sprejeta hitro, pravočasno in v bistvu na nek način ta kooperacija med Kinodvorom in pa med mestno občino v teh zadnjih 3 mesecih, zato da so se res vse stvari, ki so potrebne za to, da Kinodvor znova odpre vrata, da so se pač odvile v tako hitrem časovnem obdobju. Zdaj pa me zanima samo še vaš odnos, odnos Kinodvora s Slovensko kinoteko, če je sploh kakšen. Torej, Kinodvor in Slovenska kinoteka sem prepričana, da imata veliko področji, na katerih lahko sodelujeta, pa naj bojo to filmi, ki prihajajo v distribucijo strani Slovenske kinoteke in so seveda prejeli tudi javna sredstva. Po drugi strani so to knjige iz zbirke Slovenske kinoteke, ki jih ponujamo v naši knjigarnici. Tako da tukaj je veliko razlogov za sodelovanje in zaenkrat ne kaže, da tega ne bi izpeljali. Se boste pa tudi povezali s Cankarjevim domom? S Cankarjevim domom smo že povezani, torej ključni moment, ki se bo zgodil po tem otvoritvenem valu Kinodvora, bo seveda dejstvo, da Kinodvor postaja drugi festivalski center LIFA, torej Ljubljanskega filmskega festivala, in pa nočni meeting point. Poleg tega pa z Cankarjevim domom seveda sodelujemo tudi na področju prikazovanja njihovih filmov v distribuciji in pa začeli smo že dogovore o tem, da drugo leto postanemo dodatno prizorišče za njihov festival dokumentarnega filma. Super, torej se vidimo na otvoritvi. Brez dvoma.